Piji Katarini smo se povabili. Lepo zdrav. Zdravo. Mlada pevka iz Velenja. Ja. In nisi reperka. Zaenkrat še ne. Sedaj si solistka, čeprav pa deluješ tudi v skupine. Ja, v bistvu sodelujem v skupini oziroma bendu, Dopplerov efekt, že 4 leta, se mi zdi, da bo počasi. In ja. In kakšno glasbo ustvarjate? Lahko bi rekla, da v bistvu tak modern pop način. Mogoče malo Red Hot Chili Peppers vibe zraven, ampak bolj tak modern pop. Treba povedati, da je Pija Katarina tudi letošnja zmagovalka Slovenske note. Ja, res je. Čestitke. Hvala. Kaj ti to prinaša oziroma kaj ti to pomeni? Ja, v bistvu to je bila ena res zelo lepa izkušnja. Spoznala sem tudi zelo veliko ostalih pevcev slovenskih, pa smo tudi sklenili veliko prijateljstev in res nora izkušnja, tako da sem vesela, da sem se prijavila. Je bila močna konkurenca? Ja, zelo močna. Vsi smo si bili tako različni, vsi smo imeli tako dobre avtorske skladbe, da sploh ne vem, kako se je lahko žirija odločila za koga. Si pa zmagala skladbo Žal mi je. Ja. Gre za balado, ki si jo v celoti napisala sama. Ja, res je. V bistvu to pesem sem začela pisati pred 4 leti, dokončala sem jo pa šele lani. Zato mislim, da je tudi tako posebna, ker je v bistvu tako dolgo časa nastajala, da je res vse, kar je notri, zelo premišljeno do zadnje pikice. In želela sem povedati, da v bistvu, ko sem začela pisati pesem, sem bila tudi v nekem obdobju takem, ko mi ni šlo vse čisto, kot sem si želela. Ne? In v bistvu na koncu pesmi, ko pa sem jo dokončala lani, je pa v bistvu že tisti nek upanje prišlo nazaj, tisti nek vzpon spet v življenju, da niso za življenje samo padci, ampak v bistvu tudi vzponi in da v bistvu se vedno obrne na boljše. Potem je to tudi tvoja zgodba. Tudi. Video podobo si dodala pesmi. Ja, prejšnji petek je prišel videospot na YouTube in je res zelo lep. Je nagrada tudi spodbuda za nadaljne delo? Ja, ziher. Kako vidiš glasbeno pot naprej? Ja, upam, da bo čim dlje trajalo. Zdaj, ko sem podpisala pogodbo z Maynard Records, upam, da bo čim več iz tega, da bo tudi čim daljše sodelovanje, tudi potem za kakšne druge pesmi. In Pija Katarina, še kaj tekmuješ oziroma še kaj delaš na sinhronem plavanju? V bistvu moja kariera se je pred 2 letoma zaključila zaradi ene poškodbe in pa tudi v bistvu trenerka, ki je bila v Velenju v klubu, je odšla. Tako da sva skupaj z mamo in očetom smo prevzeli klub v Velenju in v bistvu zdaj vodimo ta klub. In upamo, da bo v bistvu obstal, da ne bo 11 let dela šlo v nič. Kaj ti to, ko gledamo na televiziji, ni tako enostavno? Ni najbolj enostaven šport, ne. Jaz bi rekla, da je kar eden najtežjih. Kaj ti vodi biti sinhron? Pa ne samo to držanje diha in izvajanje vseh teh gibov. V bistvu, da si predstavljate, je v bistvu skoraj tako, da tečeš na 100 metrov, ampak brez da dihaš. Že 10 metrov teči brez dihanja je težko. Ja. Bova pa sedaj tvojo pesem spustila tudi v eter, plavala kdaj drugič, zato beseda je tvoja, da poveš, zakaj ti je žal. Žal mi je, v bistvu, dala sem naslov takšne pesmi, ker sem v bistvu hotela sporočiti res tisto nežnost, tisto neka močna čustva. Zdaj, zakaj točno mi je žal, ne vem iskreno, ampak tako za vse tiste trenutke, ko gledaš za nazaj, ko se spominjaš, ne vem, lahko bi bilo drugače, ne? Tako pa je zmeraj. Žal mi je za vse besede, žal mi je za vse poglede, ki sem namerila ti. Žal mi je, da nisem to, kar si želela, da nisem to, kar si hotela. Verjemi, trudila sem se. A želela sem postati, nisem upala zaspati, vedno sanjala sem. In vem, da nisem popolna, vem, da nisem ti podobna, prosti mama za to. A ne morem več naprej,
Prav sem hotela, veliko truda je bilo. In zdaj vem, da kamor hočem, kamor grem, vedno znova lahko uspem in se nikoli ne podrem. Želela sem postati, nisem upala zaspati, vedno sanjala sem. In vem, da nisem popolna, vem, da nisem ti podobna. Oprosti, mama, za to, a ne morem več naprej. Dovolj je vse te mej, nekdo drži me za dlan in me vleče dalej stran. A vse, kar si želim, je, da lahko se spet rodim, kjer veliko je luči in